Pred zaključkom jutrišnjega zakonodajnega postopka za enega najhitreje spisanih zakonov bo pred poslance najprej stopil premier s svojo ekipo. Odgovarjal bo na poslanska vprašanja. Zatem pa bodo poslanci po številnih pripombah odločali o tako imenovanem Šutarjevem zakonu. Vladajoči stranki Gibanje Svoboda in SD sta namreč v petek vložili kar 33 amandmajev, še 3 pa nepovezani Logarjevi poslanci. Tudi te je zakonodajno-pravna služba pospremila z nekaterimi pomisleki. Zakon se torej lahko tudi jutri še spreminja. Za zdaj pa so večje spremembe naslednje. Tudi v primeru dolga do države bo socialna pomoč še vedno mogoča, a ne v denarju, temveč za neposredna plačila. K določbi o vstopu policije v stanovanje brez sodne odredbe se pri orožju doda beseda ognjeno, torej za najbolj nevarne vrste strelnega orožja. Uporabo dronov in avtomatsko prepoznava avtomobilskih tablic bo moral odobriti preiskovalni sodnik. Iz zakona pa je črtan člen, da bi lahko pri pregonu uporabljali tudi nezakonito pridobljene dokaze. Svoboda in SD bosta zakon podprli, v Levici so zadržani. Za naj bi glasoval tudi del Nove Slovenije, medtem ko poslanci SDS-a naj ne bi glasovali. In kdaj bo Šutarjev zakon začel veljati? Po jutrišnjem sprejemu v parlamentu ima predsednica države Nataša Pirc Musar 8 dni časa, da zakon podpiše. V 3 dneh potem pa mora biti objavljen v uradnem listu. Veljati bo začel takoj, dan po objavi, se pravi najkasneje čez dober teden.